Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost, bom rekel, je predvsem dober človek. Človek, ki je nekajkrat premagal trdovratno bolezen, raka. Lahko bi našteval precej pozitivnih lastnosti, ki jih ima. Je tudi čebelar in pa seveda tudi politik. Prvi predsednik slovenske vlade in pa bivši evropski poslanec, gospod Lojze Peterle. Gospod Lojze, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Kako ste kaj? Kar v redu. V redu? Če me kdo takole vpraša, ponovadi rečem, a slabo izgledam. Aha, ne. V Zagorju se... V Zagorju sem se pa še vedno dobro počutil, tudi danes. V bistvu, kot ponovadi vprašam gosta, bi tudi vas vprašal, če bi kaj povedali mogoče o vašem otroštvu. Zdaj, najbrž bi to lahko trajalo precej ur, če se bi dal to mogoče kaj Sem popisal moje otroštvo in mi je zneslo okrog 50 strani, bi res dolgo trajalo. Jaz, ko se kje predstavim, rečem, jaz sem Slakov Lojze iz Čužne vasi. Pri nas doma se reklo pri Slaku, mene niso klicali za Peterleta, jaz sem bil Slakov Lojze, imeli smo hektar zemlje, v mojih prvih letih smo imeli samo kozo, smo bili, bi rekel, precej revna družina z eno majhno leseno hišo, ampak meni noben rekel, da smo bili revni, jaz sem to kasneje izvedel. Jaz mislim, da sem lepo mladost preživel brez elektrike, brez bogatije. Naučil sem se tam delati, spoštovati druge, občudovati naravo. Tam sem hodil tudi v prve 3 razrede osnovne šole. Jaz sem hvaležen, da sem preživel mladost ravno tam in tako, kot sem jo. Aha, super. In kako ste potem prišli do politike v bistvu? Glejte, v tistih krajih mislim, da ni noben sanjal, da bo kdaj politik. In tudi jaz nisem sanjal, da bom kakšen predsednik vlade. In tudi, ko je šlo zares, ko sem se vključil v to pomladno dogajanje, ki je prineslo osamosvojitev, jaz res nisem sanjal, da bom predsednik vlade, ampak moja stranka, Slovenski krščanski demokrati, so zmagali znotraj Demosa in mi se v Demosu nismo pogovarjali, kdo bo ta prvi, ampak kaj bo ta prvo. Ne? Danes številne peteline zanima samo, kdo bo ta prvi. Ne? Ampak ker je bilo takrat bolj pomembno, kaj je prvo, kot kdo je prvi, nam je osamosvojitev tudi uspela. Ko se je začel pa ta direndaj moči, kdo bo prvi ali kdo mora biti prvi, od takrat naprej je pa drugače. Tako jaz sem vesel, da sem tisti čas doživel. Jaz sem celo ponudil mesto predsednika vlade, ki je po dogovoru pripadlo nam, ker smo pač zmagali, sem ponudil to Jožetu Pučniku, ki ni bil v parlamentu, bil je pa predsednik Demosa, živel je dolgo v Nemčiji in sem rekel, Jože, ti bolj poznaš demokracijo in tržno ekonomijo. V času samosvojitve, ne? Se pravi, ko smo prevzemali vlado, si rekel, ti veš več, to bo en zelo zahteven čas. Jaz se nisem nič bal, samo spoštljivo sem menil, da ve Pučnik več o tem, kako stvari funkcionirajo v normalni demokratični državi, ampak si vzemem dan časa, potem pa je rekel, Lojze, hvala za ponudbo, sem se odločil, da ne bom, ti želimo vse dobro, zmenili smo se, da to pripada zmagovalcu, vso srečo. Jaz sem skočil potem v vodo, ni mi žal, vesel sem, da je za nami neka zgodba brez primere, dosegli smo 6 strank, gledajte, danes si ne predstavljam, da bi se 6 strank nekaj pametnega zmenilo v dobro vse naše skupnosti. Takrat pa smo se zmenili in zvozili. No, to je bilo tudi neko vaše nesebično dejanje, da ste tako ponudili v bistvu, ker Jožetu Pučniku, ne, to ne vem, če bi danes bilo. Verjetno jih res ne bilo veliko, ki bi tako mesto komu predajali. Ja. No, pa mogoče greva lahko zdaj, pa če že najbolj ste to že dostakrat povedal,
o vaših boleznih, raku, ki ste ga imel, ki ste ga premagal. Kdaj ste prvič dobil to diagnozo? Ja, to je taka zelo zanimiva zgodba. Mi smo imeli v parlamentu ponudbo za sistematske preglede in jaz sem to najprej odklonil. Ko bodo ljudje rekli, letile pa zdaj tukaj le imajo neke privilegije, pa hodijo na Bled na neke preglede, ne? In sem rekel, ne grem. Potem so me vseeno prepričali, da sem šel in tam je zdravnik, ko je drsal, rekel, s tistim aparatom po meni, je postajal čedalje bolj zaskrbljen. Je rekel, tle se nekaj sveti, tle bo treba to pogledati in potem smo naredili to tako imenovano biopsijo. Na 6 mest so vzeli, na 6 mestih vzeli vzorce, dali to še v Avstrijo pogledati in tam je bil nek svetovni specialist, dr. Mikuš, ki je to tudi pogledal in je svetoval hitro in radikalno operacijo prostate. Še eno svojo sorodnico je poslal k moji ženi, naj me prepriča, da to naredim. Imel sem pa enega zanimivega zdravnika, dr. Kolarja, ki je rekel, lejte, jaz vam to svetujem, ampak poti so različne, vi ste bolnik, preštudirajte druge možnosti, če se vam zdi, in mi povejte, kaj ste se odločili. Jaz sem šel potem med drugim tudi na sufi glasbeni seminar, oziroma na seminar sufistov v München, preko ta sufi muzikalna terapija, oziroma glasbena terapija. Ne? Zanimivo zadeva. Preštudiral sem post, preštudiral sem pristop s surovo hrano in tako naprej. Srečal sem enega. Ki ne vejo, sufi je ena veja islama. Ne? Ja, je bolj duhovna, filozofska, zame najbolj resen element islama, ki sem ga z veseljem študiral in se tudi kaj naučil. Torej, jaz sem potem srečal še enega jasnovidca, ki me je prebral kot knjigo za nazaj, kdaj je bilo kaj narobe, in rekel, ti nimaš samo raka na prostati, tudi na nadledvičnih žlezah in tako naprej. No, jaz sem se potem odločil za kombinacijo enih zadev. Jaz težko rečem, ali me je post, ali me je on. Sem prepričan, da je on tudi pomagal, surova hrana, psihologija, oziroma po Simontonu sem se potrudil odpustiti vsem, ki so me kdaj prizadeli, in to je veliko olajšanje. Jaz sem šel 3-krat skozi, predno sem se vsega spomnil, in s tem se, rekel, odmakneš od svinca, ki te vleče navzdol. Mislim, da pri raku mnogi podcenjujejo notranje razloge. Ne? Slab zrak, azbest in drugi zunanji vplivi sveda vplivajo, ampak bistveno je tisto v tebi in ta glavno, jaz rečem temu, so črvi, ki glodajo, lahko nevede. Mi lahko rečemo, odpustim, preskočim, gremo naprej, pa te še zmeraj lahko nekaj od znotraj grize, kot se temu reče. Jaz sem veliko teh stvari bral, kaj pomeni zamera, kaj pomeni tesnoba, nezaupanje, napetost. Veliko tega je v modernem svetu in potem, veste, tudi če imaš ti napetost, ne, marsikdo se ne zaveda, da je napet v vratu ali v pasu ali v ramenih. Kjerkoli v telesu, notranji organi. Ampak vsaka napetost pomeni porabo energije, ne, in posledice, ki iz tega izhajajo. Ne. Te stvari so fizikalno razložljive. Da sem vam ušel predaleč v stroko, bi rekel, lejte, jaz sem ga držal 20 let uspešno nazaj, vodil sem tudi skupino za boj proti raku v Evropskem parlamentu, tudi skupino za zdravje, ampak sem potem bil malce nepozoren in je pred 2 leti, bi rekel, spet udaril. Ne? Ampak, a se lahko vas zmotim mogoče? Ja. Zaznal sem nekje, da 2014 vam je pa dr. Omura tudi diagnosticiral
raka? A je to bilo... Ja, doktor Omura, ja, Je to on je doktor zanimiv tako mož. imenovane alopatije ali alternativne medicine? On je konvencionalni zdravnik, ki pa je razvil svojo metodo detekcije raka in tudi zdravljenja raka. Je imel svoje uspehe s tem, ne? Ampak sem potem malce izgubil stik z njim. Skratka, jaz sem potem 20 let pozneje šel na operacijo prostate, bil tudi na obsevanju. Ne? To je bilo 3 leta nazaj, recimo. Ne? 3 leta nazaj, ja. In zanimivo, kaj mi je rekel zdravnik, ne? Sem si zapomnil, rekel, veste kaj, rak si vzame svoje. Ne? Jaz sem rekel, ne vem, ne moram reči, ampak lejte, pri raku se rado zgodi, ker mi imamo skozi rakove celice v sebi in v nekih okoliščinah pač pride do tumorja, ne? Tako da moram reči, da se je zdajle spet nekaj pojavilo, ne? Ampak jaz nisem v paniki, nisem v stresu. Jaz se hecam, da sem mogoče na prednostnem spisku za žal. Ampak, lejte, jaz delam naprej, bom rekel, se ne sekiram. Ne? Tudi nimam strahu pred smrtjo. In sem prepričan, da me najlepše še čaka, bomo temu rekli. Ne? Mislim pa, da je treba odgovorno preživeti do tiste točke, ki je odvisna od kakšne višje volje. In ko sem z bratom govoril o tej zadevi, me je zelo presenetil s svojim stavkom. Je rekel, veš kaj, Lojze, je rekel, mogoče pa se ti to dogaja samo zato, da boš bolj resen prišel do konca. No, sem rekel, dobra ideja. Lance Armstrong je pa rekel, rak je bil najlepše sporočilo v mojem življenju. Ne? Nekaj časa tega nisem najbolje razumel, potem pa, ko sem ga sam dobil, sem razumel, ker rak ti pove, da moraš nekaj spremeniti, da si delal nekaj narobe. Ne? Nihče zunaj nas ne želi, da smo bolni, ampak če ne sledimo naravnim zakonom, ne, se nam lahko, rekel, kaj takega zgodi. Enemu to, enemu ono. Ne? Tako da tukaj smo. Ja. In mogoče, ko ste omenili, da nimate strahu pred smrtjo, to je najbrž plod, da bom rekel, vašega duhovnega življenja, molitve, mogoče? Ali... Mogoče je glavni razlog za ta moj mir, ki ga imam za veliko milost, je ta, da je moja mama, če tudi je bila zraven, ko je strela udarila in je ubila njeno mamo, ki je bila noseča, je ubila njenega brata, njo je samo v nezavest vrgla. Ne? Torej, ona, ki je doživela smrt svojih najbližnjih zaradi strele, ni imela strahu pred smrtjo. In je bila v naših krajih, so jo vabili, da je spremljala umirajoče do konca. Veste, ljudje se smrti čedalje bolj bojijo, potiskajo iz zavesti in ne bom razlagal, kaj vse se dogaja. Ne? Ampak ona je, recimo, je pa lepo, prijazno prišla k človeku, ki je umiral, ga je lahko ure držala za roko, sta se pogovarjala, sta kaj zmolila in je bila ena taka lepa, rekel, prisotnost. Je bilo pa zanimivo, ko je mama umrla in smo jo pokopali januarja, ko ponavadi ni nobene strele, ne? Ni kakšnih poletnih neviht. Ko smo njeno žaro polagali v grob, je pa treščilo tako, kot treba. Sporočilo od zgoraj. Prav smo bili, so ljudje rekli, kaj pa je zdaj to? Ja. Jaz sem pa imel eno razlago. Ja, pa mogoče date lahko kakšen nasvet preventivno, bom rekel, za boj proti raku vsem ljudem? Lejte, vsak si izbira svoj življenjski stil, svoj način življenja, kulturo življenja in lahko živiš prav, lahko živiš narobe, lahko pretiravaš hrano. Veliko ljudi je preveč, veliko ljudi tudi pije preveč.
Odvisno seveda, kaj piješ. Ne? Jaz bi rekel, še to bi rekel, veste, kdo se boji smrti? Tisti, ki se je bal življenja. Ne? Lepo povedano. In pozitiven odnos do življenja, hvaležnost za življenje, prilika, da ti lahko z življenjem nekaj narediš zase in za druge, da si, bi rekel, a priori pozitiven. Ne? Mislim, da je ena od zadev, ki bi morale peljati k dobremu zdravju. Jaz po tej moji postni izkušnji tudi vem, da z manj lahko dobim več, ne? Da ni prednost ali dosežek v tem, da ti pospraviš, kolikor ti življenje ponudi, ampak da vzameš, kolikor rabiš ali pa celo manj, ker s tem telo nekako držiš v kondiciji. Ne? Tako da vsak izbira svojo pot, in če znaš to svojo pot kombinirati tudi, bi rekel, z enim zdravim družbenim življenjem, ne? Recimo izražanje hvaležnosti je ena zelo pozitivna zadeva. Misel, kaj boš lahko za enega drugega naredil ali za skupnost, je druga pozitivna zadeva. Ne? Negativnost nas vleče v bolezen, bi jaz rekel. Pozitiva pa nas krepi in dela zdrave. Ja, super, lepo povedano. No in ker ste menili post, lahko malo več poveste, ker sem prebral, da vsako leto en mesec pustite, nič ne jeste. Ja, nič ne jeste. Nič ne jem, pa še en dan v tednu ne jem. Aha. No, ta en mesec samo ob čaju, kakor vem, pa o vodi. Voda, kakšni sokovi. En mesec nič hrane. Nič hrane. Korenček, zelena, malo čebule, mečken česna, rdeča pesa. Ne? To je ta Brojsova kombinacija. In jaz sem naredil ta Brojs 42-dnevni post po Brojsu. To so sokovi iz teh... So sokovi, ja, in neki čaji. Sem takrat zbil PSA pod 4. Kasneje se je spet dvignil, sem se očitno nekaj zapustil. Ne? Skratka, post je tudi zadeva osebne izbire. Ne? Vse stare kulture poznajo post, faraoni so ga že poznali in to 42-dnevnega. In so te glavne politične svetovalce so dali na post, predno so jih vprašali za kakšen nasvet, ker post jasni tudi glavo. Ne? Mene marsikdo sprašuje, kaj pa, a delate post zaradi telesa ali zaradi duha. Ne? Ko naredite ga, pa ste videli, da deluje na celoto. Mi nismo danes telo, jutri pa duh. Mi smo vedno celota materije in duha. Eno je minljivo, telo je minljivo, duh pa je večen. Ne? In karkoli bomo naredili za celoto. Ne? To je moja izkušnja, ni samo moja, sveda. Ne? In, lahko, lejte, ni nujno, da delaš en mesec. Ne? Že to, da danes poznajo tako intermitentni post, ne? Post s prekinitvami. Recimo, če en dan na teden ne ješ, ne, to so imele, tudi cerkev je imela en dan, celo 2 je imela nekaj časa, ne, je to koristno. Ti daš telesu mečken počitka, malo zraka mu pustiš in moj tast, ki je bil star čez 80 let, se najprej čudil, ja, je rekel, kaj ti to delaš, kako boš preživel, ne. Ampak ko je to sam enkrat na tiho naredil, je rekel, veš, da deluje, je rekel, to je pa dobro. Marsikdo sploh ni še doživel tega občutka, razen pri bolezni, ne? Da ti je telo hvaležno, komu daš priliko, da se malce odpočije. Ne? In to so, jaz ko začnem post, mi je telo, jaz nimam več občutka lakote. Mene nobena lakota ne matra, ena matra še 3 do 5 dni, se malo oglašal, želodec, ki nimajo te izkušnje. Meni je telo hvaležno, da sem se za to odločil in tako rekoč vsako uro se kaj novega zgodi, po nekaj urah se začne celična reciklaža,
celice, kot je to Nobelov nagrajenec dr. Okšumi, ki sem ga na Japonskem obiskal, mi je to razložil, je razložil mehanizem posta. Yoshinori, autofagije. Yoshinori, autofagija, ja. Autofagija, skratka, ene celice odmirajo, ene se na nov delajo. Celice so sposobne iz starega oziroma odmrlega narediti novo. Ne? In to poteka v telesu, kadar se postimo, je to pospešeno in se nam zgodi ne samo čiščenje tega, kar je preveč, strupov, kakšno bolno tkivo in tako naprej, ampak pride do obnove oziroma prenove in zato se potem po postu počutiš boljše, bolj zračen, imaš več energije. Ne? Meni so se sodelavci najbolj bali časa, ko sem se postil. So rekli, zdaj bomo pa delali kot strela, ne? Ker jaz sem imel energije na pretek, časa pa tudi, ker sem imel 2 uri časa na dan več. No in kako ste se na primer počutili, ne vem, po 23. dnevu posta, je bil pomirjen? Jaz sem en post prakticiral 6 dni na vodi od kuhane pšenice. To je bilo največ, kar sem uspel 6 dni, čeprav me je lakota matrala. Pa sem čutil, da v bistvu 6. dan telo oddaja nek svoj vonj v bistvu. Kakšna je vaša izkušnja? Recimo, kako ste se umsko počutil po, ste že rekel, da sproščeno, ampak po 23, 24, 25 dneh, na primer. Ja, seveda, telo ima pač med postom svojo fiziologijo, veliko izloča, a ne? In potem se lahko po nekih dnevih pojavi tudi ta acetonski zadah, kot rečejo. Ne? Ampak, recimo, jaz sem ugotovil, da če se gibljem 1 uro na dan, minimalno 1 uro hoje, je vse v redu, ni nobenih oscilacij, meni gre razpoloženje samo gor. Ne? Pa spanje mi gre malo nazaj proti sončni uri, bi rekel, proti vzhodu, ne? Oziroma sončnemu vzhodu. Ne? Tako da to so take lepe izkušnje. In jaz sem delal prve poste z vodo, potem sem jih delal s sokovi, vsakič, bi rekel, še kaj poskusim, ne? In rabiš prvo izkušnjo, potem veš, kako to deluje, nima stranskih učinkov, bi rekel, razen pozitivnih, in post deluje na celoto. Ti s postom ne zdraviš prsta ali ne vem česa, ne? Post zdravi celoto. Da se mogoče malo dotakneva duhovnega aspekta. Prakticirate molitev ali mogoče meditacijo? Prebral sem tudi dihalne vaje, da prakticirate. Jaz dan začnem z molitvijo, s hvaležnostjo, potem imam dihalne vaje, ker sem še vedno pevc, naredim tudi kakšno glasovno vajo, upam, da ne izpade moj glas ravno skrhan ali za nič. Še zmeraj pojem, 50 let pojem pri zboru Anton Ferster, ki sem ga soustanavljal leta 1974. Jaz sem živ spomenik, edini soustanovitelj, ki še poje. Važen je entuziazem, če mislite, da nimate glasu. Ja, petje je meni veliko veselje, tudi igral sem razne inštrumente nekoč, ne? Ritem, kitaro v enem ansamblu in naredim tudi meditacijo. Pol pa zadnje čase sem dodal še nekaj, zdaj odkar sem pokojil, imam vendar malo več časa. Jaz zjutraj tečem 20 minut do pol ure v počasnem teku, premišljeno, počasi, vzamem en dihalen ritem, tudi recimo 4 minute vdihujem, 4 sekunde vdihujem, 4 izdihujem, počivam, spet vdahnem. To so različni ritmi, kako bi rekel. Tečete zunaj ali na sobnem kolesu? Torej, nisem tisti, ki kupu električno sobno kolo, ne? Ampak tečem po stanovanju, po hodniku, po glavni sobi, tako lepo mirno, počasi, brez napora, iz tega ni nobenih bolečin, je pa telo se prekrvavi, ne? In dihanje,
dihanje je ena zadeva, ki jo večina ljudi podcenjuje. In tudi ne ve, čeprav vemo, da zaživimo, ko vdihnemo, oziroma živimo že 9 mesecev prej, ne, končamo pa, ko izdihnemo. Ne. Ampak z dihanjem se lahko na toliko stvari vpliva. Tudi, bi rekel, neposredno zdravilno, bi rekel. In če bi ljudje te zadeve vedeli, bi bili lahko veliko bolj zdravi. Danes imamo tudi super knjige, recimo ena knjiga Sandemana Vdihni, izdihni, se mi zdi super, tudi domačega avtorja imamo. In skratka, tukaj bi si celo upal svetovati našim gledalkam in gledalcem, naj si kakšno dobro knjigo o dihanju dobijo, pa bodo videli, kaj se vse z dihanjem da narediti. Tako imenovana pranajama, ne? Ja, Indijci rečejo temu pranajama, to je bi rekel zelo zavestno dihanje, ne. Tudi pri dihanju je zanimiva stvar, ko se je pogruntali, da ti lahko z manj dobiš več, ne. Zelo pomembno je recimo zadrževanje diha oziroma sape. In to je prav zanimivo. Indijci pa sploh veliko vedo o tem, kako telo deluje in kaj vse lahko z dihom dosežemo, z dihanjem. In če vas lahko vprašam, kako to, da ste odprt za tudi vzhodnjaške filozofije in modrosti, glede na to, da živimo v krščanski državi in ste kristjan, ker mnogi niso. Ne? Glejte, jaz se spomnim tistega stavka, ki je reče v kakšnih bolj težkih krajih, da je Bog s praznim žakljem mahal. Ampak, glejte, vsaka kultura, vsaka civilizacija ali vsak narod ima dostop do nekega znanja, lahko išče, lahko raziskuje. In recimo, jaz sem se zelo posvetil ajurvedi, tudi zato, ker sem z Indijo delal politično, ne. In mene fascinira ajurveda kot zelo celovit pogled na človeka. Mislim, da je ajurveda prva dobro razumela, kako je človek narejen in kako deluje. Danes zahodna medicina je te takvane nadje, energetske kanale in tako naprej dolgo obravnavala kot neresno zadevo, ne. Danes počasi z zahodnimi metodami prihajamo do tega oziroma potrjujejo to, kar je ajurveda vedla, pa Kitajci in tako naprej. Tako da jaz sem bil zmeraj odprt do znanja na vzhodu. Mislim, da imajo tam znanje, ki je tudi za nas uporabno. Sem bil tudi v ajurvedski bolnici. Lejte, tam zna zdravnik anestezirati človeka, preden mu na zobu kaj delajo, ne? Brez kemije, brez injekcije, brez ne vem česa. Ne? On zna prekiniti tok bolečine. Ne? Ja, hvala Bogu, rekel, zakaj bi jaz dajal denar za eno kemijo, če mi on lahko tole, da rečem, z enim dotikom naredi. Ne? Skratka, tam znajo marsikaj in ne vem, zakaj bi se z tega ali norca delali, kot so se včasih, ali odklanjali. Ne? In tudi oni, vem, da iščejo, preverijo, kaj pa zahodna medicina ponuja. Nekatere stvari pa zahodna medicina dela boljše, recimo. Ne? Ampak to, ko ste rekli, vzhodne, tudi pri Japoncih se da kaj naučiti. Tudi na temo dihanje, pa odnos do vode, pa odnos do hrane, recimo. Ne? Recimo tam na Japonskem zelo poudarjajo, ne samo na Japonskem, ne najej se do sitega, pusti majčken prostora, ne nabutaj se. Ne? Kot pralni stroj do konca, da ga ne nafilamo, da je prostora. Da... Ja. In se izkaže, da je bolj koristno zame, če nimam polnega želodca, kot če se naladam do konca. Ne? In na Japonskem se ne naložijo toliko, da se morajo vleči po kosilu na kavč. Da rečejo sit sem, ne? Ja, in to so različni pristopi, ne? In tam recimo tudi ni toliko debelih ljudi. Boste malo debelih ljudi srečali, ne? Pri nas jih je
če dalje več, ker prevzemamo ameriški stil, ne, nažalost. In se nam to pozna. Ja. Ko ste omenili Ajurvedo, v bistvu enkrat sem slišal, da me enkrat zob bolel, ne? In sem slišal, da kardamom, začimba, da je v bistvu to, da v Ajurvedi uporabljajo kot naravni anestetik. In sem ga žvečil, in v bistvu res je tisti zobobol izginil v bistvu. Ja, zobobol lahko preganjamo na različne načine. Jaz ga z divjim oreganom, recimo, ali pa z smrekovo smolo. Ne. Tudi švedske grenke kapljice, ne bi stran vrgel. Ne. So razne stvari, so na razpolago. Včasih so rekli, za vsako bolezen je roža. Ne. In se da pomagati na različne načine. Zdaj, bi se dal še veliko povedati. No. Pardon, še tole kardamon se rekli. Ne? Ja. Jaz ga uporabljam, če se mi kaj v pljučih dogaja. Ne? Mi pomaga pri izkašljevanju. Ga lepo prežvekujem in je to ena od boljših začimb. Ne? In ti vzhodnjaki so, mislim pa tudi druge kulture, so že zelo dolgo vedle ali ugotovile, zakaj so začimbe dobre. In popr, recimo, ne, ga niso vozili v tonah iz Indije, zlasti Nizozemci in Angleži, ker peče, ampak zato, ker ima tudi zdravilne učinke. Recimo nekatere snovi grejo hitreje do celic, če so v družbi popra, recimo. Ne? In je to zelo pomembno, ali ti pol ven vržeš, ali pa hrana pride do zadnjih celic. Ne? Da se dotaknemo malo čebelarstva. Bil ste predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Ste še čebelar? Imate čebele? Ja, vmes nekaj časa nisem bil, ker iz Bruslja se ni dal. Sem imel čebele, je en prijatelj skrbel za njih, ne? In sem mu zelo hvaležen in že pokojni. So me pa frančiškani v Ljubljani prosili v Šiški, če bi prevzel njihove čebele, in sem jih lani prevzel in sem 2-krat točil. In imam veselje s temi 4 družinami čebel. Je pa treba reči, da je čebelarstvo čedalje bolj zahtevno, ker je čedalje več nevarnosti za čebele, ni samo varova, in čebelari rabimo precej pomoči drugih. Sami ne bomo mogli ohraniti čebel. Danes je ta posel zelo zahteven, zelo strokovno se je treba izpopolnjevati, biti resen in odgovoren, ne, da te ne zadene to ali ono. In jaz sem vesel, da so slovenski čebelari najbolj organiziran ceh v slovenski družbi. Ne. Na to sem ponosen, da sem lahko k temu nekaj prispeval. Se malo dotakneva politike. Bi lahko mogoče komentiral trenutno dogajanje v slovenski politiki. Kako bi ga komentiral? Včasih imam težave, da bi temu zmerjanju, spotikanju rekel politika. Zame je politika delo za skupno dobro, za skupni blagor. Trdim, da tisto, kar smo delali na podlagi ljudske volje leta 90-91, da je bilo namenjeno temu, da bi bilo vsem boljše. Da ne bi propadali v neki propadajoči državi, ampak da bi šli svobodno, suvereno kot lastna država naprej. Kaj zdaj s to državo delamo, je zadeva tistih, ki so dobili zaupanje ljudi na volitvah, ne? In eni to razumejo tako, eni drugače. Pravkar so se zaleteli z referendumom za nuklearko, drugo pa so to peljali tako, da so morali ustaviti. Bi rekel, hvala Bogu, če ne, bi res dišalo še pa enem TEŠ 6, ki vemo, kakšne denarje bomo ali smo zanj ga že dali. Ne? Tako da, jaz bi si želel, da bi ljudje, ki so izvoljeni, ne,
res skrbeli za skupno dobro, da bi se znali povezovati, ne se pa samo prerivali, kaj nekaj petelini na gnoju, ne, kdo bo prvi. Ne. Sem že prej rekel, da ključno je, kaj je prvo, in mi imamo še zmeraj teme. Jaz bi rekel, da teh 30 let je pozitivna črta pod našim razvojem, ampak v marsičem smo napredovali, v kakšni zadevi tudi ne, ker eni nas zdaj vodijo na čebine, ne, nazaj tisto, kar smo leta 1991 presegli, se odpovedali totalitarizmu, ne, in meni gre na živce, da eni izhajajo iz koncepta sovražnika, s tem rečem, ne. To pomeni, torej imamo ljudi, ki bi rad naredili boljšo družbo, boljšo državo, tako da odstranijo tiste, ki mislijo drugače, ne. In v tej politiki smo videli, koliko je kadrovskih zamenjav. Ko bo naslednjič drugačna vlada, bo to isto, ne. Bo rekel gor in dol. Pa še to je stvar, da imamo tiste malo suho v studiu. Lahko vode spijeva. In lejte, različnost je dobrodošla, različnost je dodana vrednost in tudi narava tega sveta je, da smo različni, imamo različne identitete, imamo pa isto dostojanstvo. Če bo ta formula, ki je evropska formula, v Sloveniji delovala, bomo šli naprej. Če ne bo pa vsaka vlada, ena za drugo bodo podirale tisto, kar so naredili prej, ne. Pod eno vlado bomo imeli muzej osamosvojitve, pod drugo ne. Pod eno bo tak spomenik, pod drugo bo drugačen. Pod eno bo tak odnos do manjšin, do cerkve, pod drugo bo drugačen. Mi bi se morali kot nacija zmeniti, tako kot se Finci. Za skupen program, lahko so samo 3 točke, lahko jih je 5, lahko jih je 10 ali več, ampak zmenimo se, kaj je za Slovenijo dobro. Potem pa tekmujmo, kdo bo isto naredil boljše kot drugi. Tako so vsaj nekaj časa delali na Finskem. Jaz bi si želel enkrat tako politično modrost in tako odgovornost in bi želel situacije, da me ne bilo strah, kdo bo na volitvah zmagal, ne. Upam, da pridejo tudi taki časi. Mogoče pa. Kje pa sebe mogoče vidite v politiki v prihodnosti? Lejte, jaz sem se trudil pri teh evropskih volitvah, da bi spravil skupaj Novo Slovenijo in Slovensko ljudsko stranko. Žal mi to ni uspelo. Sta pa vodstvi obeh strank videli, da je bilo zelo tvegano, da sta šli vsaka svojo listo. Pol ure pred koncem štetja glasov Novi Sloveniji še ni bilo jasno, ali je not ali ni not, ne. En cajt je bila SLS, en cajt je bila NSI, en cajt so bili obe, en cajt pa obe zunaj. Na koncu je ena ostala not, Nova Slovenija, ki ni dobila 2, ampak enega. Vrgli pa smo stran 7% pa pol približno, ne, ki so šli drugam, ne. Skratka, jaz mislim, da bi bilo treba, tako kot je to že bilo, bi rekel, postaviti eno močnejšo demokrašansko opcijo, ne. In če bo do tega spoznanja prišlo, ne, mi smo že imeli tako močnejšo linijo z SKD-jem, ki sem ga imel čast voditi. Torej, to bilo za Slovenijo tudi najbolj normalno, da je iz tega okolja, bi rekel, tudi ena močna politična linija. Če se bomo pa kar naprej izmišljali nove obraze in nove stranke, zdaj imamo spet nekaj napovedi. Lejte, v Avstriji tega nimate, v Nemčiji tega nimate, v Italiji v bistvu tudi ne. Francija ima zdaj ene težave, recimo. Lejte, jaz upam, da bomo našli pot v to, čemer jaz rečem, kvalitetna medsebojnost, ne. Nisem prej dokončal stavka. Torej, mi smo marsikaj dosegli, nismo pa napredovali v medsebojnosti. Toliko polarizacije, toliko temnih pogledov, toliko očitkov, zmerjanja v Sloveniji v teh 30 letih še ni bilo, ne. Jaz ne morem gledati, kaj se govori v parlamentu, ker tega ne vidim kot politike. Eno obračunavanje, spotikanje. Ja, razumem. Če lahko v bistvu preberem, kaj sem prebral, lahko potrdite, če je to res, da vas zanima stranka za imenom 2 deci.
Ja, lejte, kot Dolenc bi rekel, če bi, recimo, da sem se vseeno malce postaral, ne? Ampak če bi imel 20 let manj, bi se pa mogoče v enem sproščenem ozračju poigral s to idejo. Ne? Lejte, nekje so imeli stranko piva, ki ni bila tako slaba. Ne? Ampak, lejte, ni stvar v kozarcu. Ne? Stvar je v tem, da se s kozarcem oziroma z vinom, ki je v njem, nazdravi. Nazdraviš lahko samo nekomu, ki ga spoštuješ, ki mu želiš dobro. Ne? In meni manjka v tej državi tega spoštljivega priklona drugemu, ki je drugačen, je pa kot človek meni enakovreden, ker ima enako dostojanstvo kot jaz. No in jaz bi si želel v tej naši svobodni, evropski, demokratični Sloveniji, da bilo malo več tega, čemur se reče na Dolenjskem, pejmo na 2 deci. Ne? Tam se da tudi kaj zmeniti. Ja, super. Ja, lepo. Mogoče se malo dotakneva Martina Strela, bil je tukaj gost 2-krat pri meni in vas je omenil. Je rekel, da ste ga vi v bistvu navdihnil, da plava Donavo. Je to res? Ja, Martin je bil zelo pozoren do mene, ampak midva sva se naučila plavati v isti reki Mirni. On je majčkeno mlajši od mene, ampak sva plavala v tej reki. On je bil z Mokronoga, jaz pa iz ene vasi zraven. Hodila sva tu v isto šolo. In on je enkrat meni pravil, jaz bi šel pa Donavo plavati. On je bil že šel v to smer maratonskega plavalca. Jaz sem bil poslanec in sem imel pisarno v Trebnjem. In enkrat prišel je rekel, Lojze, ti zdaj bi pa jaz to naredil, a mi lahko pomagaš. Se ko ti pejte k Kučanu, tam je denar. Se ko jaz sem zdaj v opoziciji, jaz te ne moram nič pomagati. Ne? In je prišel čez en mesec nazaj in rekel, Lojze, jaz tebi zaupam, tebi verjamem, ti boš pomagal. In potem sem jaz junija 2000 postal za 3/4 leta minister za zunanje zadeve, potem, ko je Drnovšek odnehal. In sem rekel, Martin, ajde, zdaj pa gremo. In torej, bila je njegova ideja, jaz sem jo podprl, nisem jaz njega silil, naj gre plavati. Navdihnil ste ga, ne? In mi je pa všeč njegova ambicija bila, ne? In on plava za čiste vode, za čisto okolje. In sem ga v Donaueschingenu, kjer voda ven pride, sem ga, jaz pravim, v vodo dal, v Vukovarju sem ga pod zunanjo ministrico Hrvaške iz Donave vzel in še enkrat v Konstanci, kjer je zaključil zadevo in naj je v Romuniji potem sprejel predsednik Romunije Konstantinescu, smo imeli eno lepo srečanje in je projekt dobro uspel. Ne? Potem je šel naprej na Kitajsko, potem je šel na Paraná, kjer so ga Slovenci argentinski spremljali, potem je šel na Mississippi, sem mogoče še kaj spustil. No, na koncu je šel pa Amazonko. Se ko ti tja med Piranje, pa jaz s tabo ne grem. Ne? Ampak je Martin je brihten ko strela. Ne? Je preštudiral zadeve, kaj deluje. Ne? In ko je on plaval tam v svojem delu reke, je imel ekipo na čovnih, ki so metali svinjsko kri ven, ne? In Piranje grejo rade na kri. Tako je on meni razložil. Ne? So šle ribe trumoma tja, on je pa mirno plaval po svoji špuri, če tako rečem. Torej, on je to v nulo preštudiral in je bil to, lejte, svetovni uspeh. Pa je prišla ven tale film Big River Man, veliki rečni mož, kako bi to. Ne? Jaz sem pa še to njegovo ekipo, ki je film naredila, sem jih v avion povabil, smo šli malo okrog Triglava, Discovery ekipa je bilo to. Ne? Tako da, evo, sem vesel, da imam tazga prijatelja oziroma tazga skoraj da soseda, ne, ki je tudi spravil Slovenijo na zemljevid sveta na svoj način.
Ja. In me veseli, on je tudi moj prijatelj, da ste tako pač lepo povedal njemu in potrdil, ker namreč zadnje čase ga kritizirajo na družbenih omrežjih neopravičeno po moje, tako da me veseli, da ste tako lepo povedal. Sej ni Slovenija kakšna velika izjema, ampak včasih pa imamo da je še več veselja do pikanja tistih, ki jim je kaj uspelo. Ja, seveda. Ja. No, da se dotaknemo malo glasbe, orglic. Sodeloval ste na kulturnem festivalu v New Delhiju, New Yorku, Washingtonu. V New Delhiju vas je spremljalo kar precej ljudi, ne? Koliko? Ja, to je ena posebna zgodba. Nekdo je mene slišal, nekdo iz Ceylona, moj prijatelj iz Evropskega parlamenta, ki se mi je pridružil v času predsedniške kampanje in jaz sem tam ob enih zjutraj igral orgelce, smo imeli zelo pozno večerjo. In rekel, nisem vedel, da igraš orgelce. Rekel, dajno priti na svetovni kulturni festival v Berlin, boš zagral Odo radosti. In sem to tam naredil. Naslednjič sem igral v New Delhiju v prisotnosti 3.700.000 ljudi. 3 milijone? Tam je bilo več ljudi na planjavi pod političnim odrom, kot je bilo Slovencev. V Washingtonu sem igral Odo radosti pred samo 600.000 ljudmi, ampak veste, zame to ni zabava ali umetnost samo, ne. Zame je glasba sporočilo in prilika, ne. In velik simbol, predvsem je pa to univerzalni jezik. In tisti, ki želi delati glasbo, peti ali igrati, mora najprej samega sebe dobro poslušati, če želi pa to delati še s kom drugim, mora pa še drugega dobro poslušati. In jaz opozarjam na to, da glasbeniki imamo poslušanje vgrajeno, politiki pa ne zmeraj. In zato pravim, da bi rabili več glasbe v politiki. In sem večkrat igral tudi, imaš eno veliko večerjo, govori nekdo ob večerji in ti požre pol ure med glavno jedjo in prvim hodom, ne? In ljudje začno premikati stole, se pogovarjati. Sem več teh situacij doživel in sem predlagal, da bi popravil atmosfero in potem sem eno zaigral, tako sem tudi Helmutu Kohlu igral. No, ampak čez druge, recimo so me povabili Judje, da sem igral v Auschwitzu, sem igral na komemoraciji pri -12. Skoraj povsod po svetu sem igral, kjer sem bil. Tam to jemljajo za dodano vrednost. Ne. Jaz to predvsem jemljem tudi kot, kako bi rekel, glejte, mi smo ne največja država na tem svetu in sem večkrat začel moj nastop tako. Bill Clinton je igral saksofon, ampak je bil predsednik malo večje države. Jaz sem bil samo predsednik vlade malo manjše države, zato igram manjši inštrument. Ne. Ampak, lejte, z majhnim inštrumentom se lahko naredi veliko atmosfero, veliko ozračje in samo v dobrom ozračju se tudi dogajajo velike stvari. Ne. Tudi ko sem bil v Evropski konvenciji, se je rekel, lejte, mi lahko naredimo super pogodbo, ampak brez pravega ozračja ne bomo daleč prišli in sem z najmanjšimi orgelcami na 4 luknje intoniral evropsko himno in smo se imeli, bi rekel, prav v redu. Ljudje so razumeli sporočilo, za to gre. Ne zato, da se Peterle kaže, da zna zaigrati na planincah. No. Pa lahko pričarate mogoče atmosfero, če imate s sabo orglice, lahko kaj zaigrate? Ja, sem zmeraj pripravljen, zdaj se treba samo zmeniti, kaj naredimo. Ko sva v bistvu predodajo, ste zaigral nekaj lepega, kar je bilo meni tako všeč. Imenoval se je, mislim, da skladba se imenovala Vlak, ali kako? Ja, tisti, ki igrajo blues ali poznajo blues, vedo, da v bluesu je vlak ideja svobode. Ker ko so sužnji na jugu Amerike, poslušali vlak, ki vozil proti Floridi, ne, so razmišljali, kako so do enkrat od tam odpeljali. Ne. In je tam tudi ena posebna skladba, Orange Blossom Special se imenuje, je super za ampak vlak, pravim, je ideja svobode in vsak, ki igra orgelce, blues orgelce, ima eno svojo verzijo in tako tudi jaz na tako preprosto. No, super.
Super. Evo, to, zdaj mi gre. Lepo. V bistvu smo prišla do konca današnje oddaje. Zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali, ker ste delili z nami vaše izkušnje, vaše modrosti, ki mislim, da bodo ljudem prav prišle. Tako da hvala vam za obisk na naši televiziji ETV. Ja, hvala lepa za opovedal. Upam, da naju bo mogoče gledal tudi Primož Roglič. Veste, zakaj to povem? Okay. Zato, ker po liniji stare mame njegov rod izhaja iz mojih krajev. Tam zraven Čužne vasi so bili doma. So mi zadnjič povedali in so ponosni, da ima Roglič, Primož Roglič korenino iz tistih krajev. Upam, da bo pogledal to. Hvala. Drage gledalke in gledalci, hvala, ker ste spremljali nocojšnjo oddajo. Želim vam vse najboljše in nasvidenje do prihodnjič.